Na 9. dirki svetovnega prvenstva v motokrosu veliki nagradi Francije je Jan Pancar osvojil skupno 12. mesto. Nik Brecelj je vozil na uvodni preizkušnji karting tekmovanja FIA Academy Trophy v Valenciji. Na legendarni progi Cukrca močan naliv in toča skrojila razplet 4. dirke Elf državnega prvenstva Slovenije v motokrosu. Anže Grmek v Pardubicah na Češkem, Sven Cerjak in Gregor Zorko pa v Krškem prišli v finale tekmovanj Speedway Grand Prix 2 in 3. Vid Rus in Alex Novak sta tekmovala na dirki Evropskega prvenstva v motokrosu v Španiji v razredih z motorji s prostornino do 65 in 85 kubičnih centimetrov. Lovro Setnikar se je v Franciji soočil s prvo preizkušnjo sezone Evropskega pokala v trialu. Deveta dirka svetovnega prvenstva v motokrosu Velika nagrada Francije je potekala na progi v Ernaju. Slovenske barve v razredu MXGP je branil Jan Pancar, ki je zelo dobro odpeljal sobotne kvalifikacije. Zasedal je namreč 6. mesto, kar je pomenilo boljše izhodišče pri izbiri štartnega položaja za nedeljski vožnji. Prve vožnje se je edini slovenski voznik na dirki lotil z določeno mero previdnosti, a še vedno zelo odločno. Pazil je, da se ni zapletal v situacije, ki bi ga lahko vodile v napako. Na koncu pa mu je to prineslo v cilju 8. mesto. Zmagal je Lukas Kunen. Začetek druge vožnje se Pancarju ni izšel po željah, saj se je kmalu po prvi merilni točki zapletel z enim od sotekmovalcev in ob koncu prvega kroga začel lov na tekmece s 33. mesta. Demonstriral je izjemno vožnjo, ki ga je v cilj pripeljala na 14. mestu. Zmago si je privozil Romain Febvre, ki je slavil tudi skupno zmago na dirki. Pancar je na dirki zasedel skupno 12. mesto. V skupnem seštevku razreda MXGP je zdaj 14. in ima 138 točk. Dobrodošli v AMZS. Varnost se začne pri nas. AMZS. Uvodno preizkušnjo karting tekmovanja FIA Academy Trophy je gostila Valencia. Na dirkališču Lucas Guerrero je slovenske barve z licenco AMZS zastopal Nik Brecelj. Njegov oče Aljoša pa je imel vlogo mehanika in tistega, ki je sinu pomagal z nasveti. 13-letni Nik, sicer član AMD Šlandr Celje, se je trudil po svojih najboljših močeh. V finalu je v cilj pripeljal 14., vendar na koncu zaradi kazni pristal na 18. mestu. Naslednja dirka v tem tekmovanju ga čaka sredi julija v Mülsnu v Nemčiji. Četrto dirko Elf motokros državnega prvenstva Slovenije so pripravili člani AMD Šentvid pri Stični. V dolini pod Kalom so se vozniki merili na progi Cukrca, kjer vremenske razmere popoldne niso dovoljevale, da bi se dirka izvedla po predvidenem urniku. Potem je pa kar naenkrat začelo fejst močno padati, pa je vse kar postalo mokro, drseče, kot da si driftal z avtom po ovinkih. Ugotovili smo skupaj z vodstvom tekmovanja, da je varnost tekmovalcev najbolj pomembna in v danih okoliščinah smo morali tekmovanje predčasno zaključiti. Jaz sem bil vesel, da je dirka odpadla. Ko se pohecam, da je z vidika pranja in vsega tega, vseh kolobocij, sem vesel, ampak kar se tiče pa vožnje oziroma dirkanja, pa ne. Za varnost je treba najprej poskrbeti, kot da je važno, da smo celi. Tako so le v razredu MX85 odpeljali obe vožnji, ki sta šteli za točke in skupno razvrstitev. V ostalih razredih je veljala zgolj prva vožnja. Vozniki so progo pohvalili. Vozil
Zjutraj je bila lepo podfrezana, zalita, ni se nič kadilo, lepi kanali so se naredili. Proga je bila na treningu dobro pripravljena, tudi za prvo dirko se ni prav veliko kadil, so jo zelo dobro zrihtali. Proga je bila zelo dobra, grip in vse. Druga vožnja pa je žal odpala zaradi slabega vremena. Proga je bila super pripravljena, teren je bil idealen, proga ni bila preveč prefrezana, ni bila preveč mokra. Proga je bila zelo dobro pripravljena, naredili so se lepi kanali, lepe linije. Seveda recepta ni, izkušnje pa ti morda prinesejo kdaj kakšno pravo odločitev. V 85-kubičnem razredu je bil v obeh vožnjah najboljši Alex Novak. V drugi je imel nekaj težav in se je moral za zmago pošteno potruditi. In v tem sem naredil majhno napako, da sem padel, sem se pobral in šel dalje. 2 kroga do konca sem prišel nazaj na prvo mesto. Ki ga ni več izpustil iz rok. Drugo mesto je osvojil Taj Goleš, tretje pa je pripadlo Timu Repniku. Veteranski kategoriji 40 in 50 sta, kot je v navadi, vozili skupaj. Med mlajšimi veterani je konkurenco znova deklasiral Borut Koščak, ki vozi s hrvaško licenco. Igor Zupančič na drugem mestu je za njim zaostal kar 52 sekund. Tretji pa je bil tokrat Boštjan Maver. Med starejšimi veterani je bil najboljši avstrijski voznik Christoph Lackner. Leon Ferš se je boril in upal na drugo mesto, a ga je nato prehitel Tomaš Janković ter Ferša potisnil na končno 3. mesto. V razredu MX65 je bilo sila zanimivo in napeto. Vid Rus je bil dolgo časa v vodstvu. Je šlo vse po planu, zdobil sem whole shot, vodil večinoma dirke in me je en krog pa pol do konca David Dorčič prehitil. Hrvaški voznik David Dorčič se je tako veselil zmage pred Rusom, ki je v cilj pripeljal na 2. mestu. Za njim se je zvrstil Matic Žibek, kar mu je omogočila napaka Matica Mačka, sem lahko potem prišel na 3. mesto in sem dirko končal na 3. mesto. Osmoljenec Matic Maček je storil napako v 7. krogu, kar je pomenilo, da je v cilj pripeljal 4. Vseeno je bilo na odru za najboljše 3 in pod njim po dirki videti zadovoljne obraze. Najmlajši, ki vozijo v pokalnem prvenstvu z motorji s prostornino do 50 kubičnih centimetrov, so vozili na prilagojeni progi in spet navdušili vse prisotne. Najbolj se je znova izkazal Max Jereb, ki je zmagal. Drugo mesto je pripadlo Noelu Hirschenhauserju, tretje pa Rožletu Glavanu. Veseli in zadovoljni so bili tudi tisti, ki niso stali na podelitvenem podiju. Razredi MX2, MX Open in MX125 so tekmovali skupaj. V 125 kubični kategoriji Lukas Osek ni dovolil presenečenja. Vnovič je bil suvereno prvi ter vsem dal vedeti, da ne nosi zaman številke 1 na motorju. Drugo mesto si je privozil Tjaše Lovšek, na 3. pa je pristal Nace Jelenc. Razred MX2 je bil v znamenju Šimuna Ivandića. Hrvaški tekmovalec je vozil suvereno in zanesljivo ter se ni pretirano oziral na tekmece za seboj. Na 2. mestu je od 2. kroga vozil Gal Hauptmann. Proga se je super razvila, bila je glih prav prefrezana, tako da se je naredil par linij, tako da se je dal to dobro prehtevati. Hauptmann Ivandića ni uspel prehiteti in je zasedel 2. mesto. Na 3. v cilj in na zmagovalni oder pa se je pripeljal Tilen Demšič. Odprti razred je prinesel boj za zmago med Miho Bubničem in Denisom Jakšo. Slednji je kar nekaj časa vodil, vendar se Bubnič ni predal. Na to pa sem uspel dobiti en lep tak ritem, sem se sprostil in začel tekmovalca, katerim je prehitel, dobivati, se pravi se mu bližati in na koncu, v predzadnjem krogu ga tudi prehitel in tako dobil prvo vožnjo. To je pomenilo prvo mesto na dirki.
Jakša se je moral zadovoljiti z drugim mestom na odru za zmagovalce. Na tretjem pa je tokrat pristal Žan Žaler. Krško je bilo gostitelj dveh kvalifikacijskih dirk tekmovanja Speedway Grand Prix 3 za mlade voznike od 12 do 16 let na 250 kubičnih motorjih. V prvi kvalifikacijski skupini se je imenitno odrezal član domačega društva Sven Cerjak. Najbolj sem bil osredotočen na Angleža Coopera Russiana in pa Nemca Genericha. Konkurenca tudi nasploh je močna, tako da sem tudi pri drugih voznikih moral biti zelo previden. Vseh 5 voženj je vozil konstantno in se ni pustil zmesti agresivnim tekmecem, ki so nekajkrat tvegali tudi čez meje svojih sposobnosti. K sreči brez posledic. Cerjak je osvojil 12 točk ter si priboril dodatno vožnjo za končno drugo mesto. Tako da sem se sam zbral, da bo čim bolj zapiral linije in si naredil čim boljši štart. To mi je tudi ratalo. Navdušena množica gledalcev je bila zelo zadovoljna, da je tekmeca Američana Bradyja Landona in Nemca Carlosa Genericha suvereno pustil za seboj ter potrdil uvrstitev v finale tega tekmovanja. Zdaj pa sam še stopničke v Pragi in sem dosegel svoje cilje za letos. Je sila samozavesten mladi Senavčan, od katerega je bil tokrat boljši le Britanec Cooper Russian, ki bo med favoriti tudi v finalu v Pragi. We'll just enjoy it and it'll be nice to come home on a podium, but you know, a lot can happen in racing. We'll just stay grounded and keep doing what we're doing. Hvala. Gregor Zorko je vozil v drugi kvalifikacijski skupini in se je prav tako zelo izkazal. Začel je zelo odločno in tekmecem takoj dal vedeti, da z njim tokrat ne bo šale. Poznali so se, da smo delali na štartih, smo dobili vse štarte, pa tudi spolje je bila, steza je bila solidna, malo luken, ampak je šlo. V 5 vožnjah je zbral 13 točk, kar mu je prineslo končno izvrstno 3. mesto ter uvrstitev v finale tekmovanja Speedway Grand Prix 3. Ja, na top 8 sem kar pričakoval, da bom prišel. Nisem pa mislil zdaj, da bo top 3, ampak fajn, da še boljši. Dirko je sicer dobil Bo Bailey pred Ukrajincem Makarjem Levišinom in Gregorjem Zorkom. Avstralec se v finale v Prago odpravlja v samozavestni drži. Hopefully we can make it number 1 this year. We are runner-up last year, second, so hopefully we can go one step better this year. Uspeh mladih upov Speedwaya je dopolnil Anže Grmek. V Pardubicah na Češkem je pokazal, da sodi med najboljše mladince do 21 let v Speedwayu na svetu. V kvalifikacijah za tekmovanje Speedway Grand Prix 2 je osvojil 4. mesto in se uvrstil v finalno serijo 3 dirk, ki bodo dale svetovnega mladinskega prvaka v Speedwayu za leto 2025. Brezskrbni tudi na pedalih. Pravi prijatelj pomaga tudi kolesarjem. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Castelloli v Španiji je bil prizorišče 3. in hkrati zadnje kvalifikacijske dirke jugozahodne cone Evropskega prvenstva za voznike motokrosa z motorji s prostornino do 65 in 85 kubičnih centimetrov. Vidrus je vozil v šibkejšem razredu in osvojil 9. in 22. mesto. Alex Novak v močnejšem razredu pa je v cilj pripeljal na 20. in 8. mestu. Oba sta se uvrstila v polfinale, ki bo sredi junija v Franciji. Eno članstvo za vse družinske člane in za različna prevozna sredstva. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva.
Lovro Setnikar je tekmoval na prvi preizkušnji sezone Evropskega pokala v trialu, ki jo je gostil La Bresse v Franciji. 13-letnik se je brezkompromisno, a sproščeno lotil zahtevnih sekcij, ki so bile pretežno gozdne. Sobotnih 12 je, tako kot nedeljske, prevozil dvakrat in v mladinski konkurenci od 12 do 16 let zasedel 10. mesto. V nedeljo se je nato spet odločno spopadel s postavljenimi sekcijami, ki so terjale široko paleto različnih spretnosti lovljenja ravnotežja na motorju in narekovale naporen urnik voženj. Na koncu dneva mu je to prineslo 7. mesto in potrditev, da se lahko brez strahu dobro kosa z vrstniki, ki tekmujejo v tem razredu na evropski ravni. V soboto 31. maja bo v Lukovici na sporedu druga preizkušnja za točke državnega prvenstva Slovenije v trialu. Nedeljo 1. junija se bodo na dirkališču Slovakia Ring merili za državno prvenstvo cestno-hitrostni motociklisti. Nedelja 1. junija bo AMZS Center kartinga in motošporta v Sloveniji vasi v znamenju druge dirke sezone za državno prvenstvo Slovenije v kartingu. Sobota, 7. junij, je datum, ko bodo voznice in vozniki triala imeli tretjo preizkušnjo za točke državnega prvenstva. Vozili bodo na poligonu Jaska v Jastrebarskem. Nedeljo 8. junija bodo AMZS Center kartinga in motošporta v Sloveniji vasi zavzeli mini cestno-hitrostni motociklisti, saj jih čaka tretja dirka za državno prvenstvo Slovenije. Nedelja 8. junija bo zelo pestro in živahno tudi na sloviti radizelski progi. Na sporedu bo 5. dirka sezone za ELF državno prvenstvo Slovenije v motokrosu.